je pač mi lahko pridemo na top 10, če nam rata. Ti kupiš za 1000 evrov in to zraste na 100 000 evrov. Večkrat videl, se veš kako je takole, zmeraj je takole, sam gor gre. No, če bi tudi vi radi iz 1000 evrov naredili 100 000 evrov, imamo tukaj danes za vas en perfekten projekt. In danes bomo govorili o CryptoUnity. To je v bistvu slovenski projekt, ki je že zelo dolg tako na sceni, povsod na teh social media. No, v glavnem, zdaj so se razširili na Balkan in mislim, da je že čas, da nekdo pride pa pove, kaj se tle v resnici dogaja, zaradi tega, ker to, kar oni delajo, ni cool. Ampak ja, bomo šli kar počasno, pa začnimo na začetku. No, se pravi, CryptoUnity je projekt, ki v bistvu bodo naredili svojo kriptomenjalnico, na kateri bo njihov CUT token, ki je v bistvu res useless, nima nobenega utilityja. In sicer to promotajo po TikToku otrokom, promotajo starejšim in pač na splošno folku, ki res ne ve, kaj je kripto. Izkoriščajo te Slovence, ki ne vejo, kaj je kripto, ne vejo, kaj je market cap in ja. V glavnem, vsem obljubljajo čist nerealne rezultate, dokazal bomo še na konc, ampak no dobro, pa si najprej pogledamo par primerov, kako underage ljudje, no ne vsi, ampak nekateri tudi, v bistvu kako nasplošno TikTokerji svojim 10-letnim gledalcem promovirajo crypto token, se pravi ta njihov CUT token, promovirajo nekim otrokom, da ne ga kupijo in da ne bo rabljeni nikoli, no, vse boste videli. No. Hej, daj! A se ti ukvarjaš kaj s kriptovalutami, me zanima? Ne. Ne? Ne. Kaj pa je to? V Sloveniji imamo nov projekt CryptoUnity, link je na mojem biotu. Pejď si malo pogledat, prijatelj, mogoče ne boš rabil pol več delati, nikoli ne veš. Okay. Ja, lej, nov slovenski projekt CryptoUnity, na mojem biotu imate link, prečekirajte. No ja, prvo kot prvo, mislim, da vsi vemo, da ima Jello gledalce stare max 13 let, tako, to je že kar lepa cifra. In ne vem kakšen bio, ne vem kaj on razlaga, v glavnem mislim tudi, da se vsi strinjamo, da Jello ni glih oseba, ki boš prišel za nek finančni nasvet, sploh pa kripto nasvet, tako da, no ja, ta TikTok je še dober, no. Ojoj, pozabil sem tankat, pa kera budala, no pa to ne mož verjeti. Shit, sam 5 evrov imam v žepu, pa to ne mož verjeti, no pa... A ja, pa se imamo CryptoUnity, vse res, ma dej, gremo, kaj sta. A hočeš imeti več denarja? Pejď pogledaj na moj profil, direktno povezavo do CryptoUnity imaš, čist simple, pomagali ti bojo, tudi če ne znaš. No, če Jello ni bil dost, imamo tukaj še Walmart Jellota, ki pove svojim 10-letnim gledalcem, da če rabijo cash, da sam ne grejo na CryptoUnity, bavijo CUT token in pač, ne vem, če on ne vidi, kaj je narobe s tem, pol mu res ni pomoči. No. Ja, no, zdaj pa gremo še na promotorje, ki niso niti fucking 18, tako. Kak je rekel en pameten človek? Če nisi bogat in ti primanjkuje keša v življenju, enostavno postani bogat in s tem ti lahko pomaga CryptoUnity. To pa je novi slovenski projekt in če hočeš več o tem izvedeti, pa imaš link v mojem biotu. Model, ne vem, lej, sej, Dan je homie, a ne, sam postani bogat, tako, to je lih obratno, pač, v glavnem, ne vem, jaz mislim, da tle ne bom izgubil besed, ne boste postali s tem bogati, izgubili boste ves denar vložen in ja, overall slab advice. No, klej imamo še Domzija, ki v bistvu sploh ne vem, kaj je hotel povedati s tem videom. Ampak ja. Pač sploh ne bi rad komentiral tega videa. Domzi sploh ni 18, pa homeboy je roko CryptoUnity. No ja, to so bili samo tako TikToki, ki itak tako, to noben ne kera, to ne moramo lih reči, da je scam. Ampak v bistvu, da bi mi malo bolj razumeli, tako, kaj se dogaja s CryptoUnityjem, tako, kaj oni delajo, moramo spoznati creatorje, se pravi, kdo stoji za tem projektom in jaz bi sam rekel, da obstajata ene par podcastov, ki se kar lepo exposejo sami sebe, full self-snitching klipov je. In v glavnem, pogledala sva 2 podcasta, skupaj 4 ure contenta, tako bilo je nerealno mučno, tako da dajte nam malo kredita, da sva dejansko šla čez to in si
pač izpisala, kaj da fuck je se narobe, v glavnem. In ja, si bomo zdaj pogledali self-snitching klipe, sploh ne bom hejtil, ker govorita sama zase, no, tako. No, pri kriptovalutah je dostikrat pomembna, kakšna ekipa je zadaj, v bistvu, da pač znajo executati vse skupaj. In tako bova najprej pustila ownerjema projekta, da malo predstavita ekipo in v bistvu tudi sebe, no. Tako da poglejmo si tele klip. Ja, res je, da nisem jaz osebno, pa tudi verjetno noben v ekipi 10 let že v kriptovalutah. Najdlje Igor se je s tem ukvarjal, mi smo bili prej samo bežno. Kaj kupiš? Ja, pač tisto normalno, poznali smo ono, kaj je Ethereum, kaj je Bitcoin, glih prav, da začnemo svojo fucking menjalnico, ja. Great, greatness. Noben iz ekipe ni imel prej izkušenj v kriptotu, tako da, ne vem, no. Meni se zdi to super za kripto projekt. Meni je to ful, recimo, meni je to ful pomemben. Se pravi, ko ti gledaš landing page nekega podjetja in ko pogledaš dejansko, kdo je odzad, meni je to pomemben, da vidim. Ja. In tukaj je dejansko kar nekaj ljudi, ne, odzad. Ja, kar nekaj, ja. Res je. Ja. Dajte mogoče povedati, kakšne so to ljudje vse zraven tega projekta? Večinoma se pravi, mi kot ustanovitelji, jaz, Igor, Anja, Ana, smo dejansko se poznamo. Ne? Tako da vsak v bistvu sestavlja neko celoto tega vodstva, bi temu rekel. Ostali so pa več ali manj, nekdo je vedno dober na nekem področju. Nekdo je vedno dober na nekem področju, frendi poznajo vse, zelo dobre informacije o njihovih backgroundih, kaj je njihov, v čem se specializirajo. V glavnem, vsi so dobri za neki, ne, ampak sem pa certain, da niso dobri za fucking crypto project. No, poglejmo si zdaj malo bolj tega ownerja, torej, kakšen je njihov background, v bistvu, kaj sta ona dva prej delala, v glavnem, pač, kakšne izkušnje imata, no? Ampak ja, no, jaz se sicer nisem zaključila faksa, no, sem pa hodila na kemijsko inženirstvo. Jaz sem tiska, ne vem, v srednji šoli organiziral piknik. Jaz sem tiska vse pelil na paintball. No, kakor vidimo, ona sploh ni naredila faksa, tako da verjetno je super pametna. Tale drug je pa organiziral piknik, sploh ne vem, kaj naj bi to pomenil, kaj ima to veze s kriptotom, zakaj je to sploh rekel. A si ni mogel res nič drugega spomniti, kaj da tega? Res sva hejtala ta video, tako da jim bova dala še zadnjo priložnost, da v bistvu explainajo, zakaj si oni zaslužijo investment, zakaj so oni ta prava izbira, kaj bi naredil človek s svojim denarjem in zakaj bo to šlo gor. Zakaj pa? Zakaj pa bi predpostavili, da bomo pač šli navzdol? Zakaj pa ne bi pač nam dali priložnosti? Čistko. Zakaj pa ne? Ja, res odličen argument. Najboljši comeback stoletja. No, zdaj bo pa še naš dragi CEO, founder of Crypto Unity razložil, kaj je kripto. Ajde. Kripto so tako kot bi človek rekel neke delance, ne? Kot delance, ampak sam na kompu, na netu. Okay. Saj imaš tudi delance zdaj tudi na netu, ne? Ja. Kripto so definitivno kakor delnice na internetu in jaz mislim, da... Brudi mislil, da če je chart, da to pomeni delnice. Zdaj pa do zajbancije, dosti teh klipov in različnih komentarjev, zdaj pa bomo šli še na par takih trdnih dokazov, v bistvu par red flagov, ki so iz prve tako, zdaj pa si pogledamo njihove terms and conditions. Še kaj je rekel, samo še pogledamo si, kaj je creator rekel v njihovih terms and conditionsih. Evo tako. Strinjaš se s pogoji in save. Ok, in zdaj te dejansko vrže. No ja, samo acceptaš, to je end of story, moraš acceptati in to je to. Zdaj pa si pogledamo, kaj v bistvu ti acceptaš in kaj je ta njihov white paper, njihov roadmap, kaj oni v bistvu sploh se zagotavljajo in pogledamo si tudi, zakaj oni tega ne bodo probably izpolnili in ja, si pogledamo, no. Zdaj bova hopala na komp, facecam, zaradi tega, ker imamo screenshote in ja, so izbrala, bova sam pokazala, no. Se pravi, mi da so šla na njihovo spletno stran, si prebrala vse pogoje, kot je naš fellow CEO rekel, da jih lahko sam acceptaš, ne. So šla čez vse pogoje in si v bistvu screenshotala vse red flage, ki so in jih je full velik, ampak bova samo ki so major red flag, clearly scam,
Zdaj pač tle na hitro vam pokazala. Kakor tle vidite, tle v bistvu preberite si pauzite, ne bom tle bral v angleščini, da se ne boste zabavali z moje izgovorjave. No, v glavnem, basically, tle hoče povedati, da white paper, to je v bistvu roadmap, njihov plan, kaj bodo naredili z vašim denarjem, investicijami, v glavnem white paper. Če ne veste, kaj je white paper, sploh ne vem, zakaj bi keral, kaj je to CryptoUnity. No, v glavnem, tle v bistvu piše, to je by the way in terms and conditions, piše, da so white paper lahko spremeni, kolikor njim sede in da vse kar noter, ja, tle piše, da se white paper lahko spremeni med tem, ko projekt raste, se razvija, whatever, v glavnem, vse kar je v white paperju ni 100%. No, tukaj nam v bistvu lepo povejo, da nakup CAT tokena ima res ogromno tveganj in predvsem v bistvu, da CryptoUnity mogoče ne bo mogla izpeljati vseh svojih operacij, kogar so menjalnica, NFT menjalnica, te fizične menjalnice, da nič od tega mogoče na koncu pač sploh ne bo. In pač, da v bistvu še z veliko napišejo, da nakup CAT tokenov je res tako visoko tveganje in da res ne smete zapraviti nobenega denarja, ki si ga ne morete privoščiti izgubiti. Tako da ne vem, če je lahko večji red flag, kakor da ti prav to napiše. Idemo dalje. Se pravi, tle hoče povedati, da v bistvu, kar preberite si, da CAT token ne sme biti kupljen, kakor nek investment, ki bi ga pol sam prodal, ki zraste. Kar tle piše, je basically obratno, kar oni promotajo. Oni vsem promotajo, ja, kup, prodaj, ki bo ful visok, ker bo itak for some weird fucking reason ful visok, ne bo. No, dobro, zdaj tle bi sam še izpostavil, da v bistvu you may not use our website services, platforms and acquire CAT utility tokens if you're under 18 years old. Se pravi, oni dajo CAT tokene tebi za ston, če ti v bistvu daš na story, bla bla bla, lahko pošeraš ta affiliate, crypto type marketing. In fora je, you may not use our website, se pravi, že iz prve 50% teh ljudi, ki jih promotajo, so pod 18. Kaj šele oni, ki kupujejo, to sploh močem vedeti. No, tukaj pa v bistvu piše, da CryptoUnity in v bistvu vsi člani te njihove ekipe, da v glavnem, da niso nič krivi, če ta projekt faila. Kar v bistvu pomeni, ne more jih noben tožiti, pač nobenega legal trouble ne morejo imeti, če je pač ta projekt na koncu v bistvu rug pull. S tem denarjem v glavnem, na kratko rečejo, če rug pullamo, nas ne morete tožiti in ja. Zdaj imamo en problem, se pravi, mi da se čez vse terms of token purchase in take stvari in tle piše subject to these terms, to je screenshot iz njihove strani, zdaj možda, da so že spremenili, ja, nič za kaj, jaz sem vam povedal, a ne, ali neki. No ja, v glavnem, subject to these terms, the company shall issue to you and you shall purchase from the company a specific number of CAT at the purchase price of 0.002 euro per one CAT, se pravi, prodajo za 0.005, se pravi, tle čist napašanje, videl se, što so rekli, dobro, oni imajo ta live support, jebeš, to bova to izkoristila, a ne. In bam, mi jih vprašava malo eno vprašanje, bla bla, kdo tam, ker pač ni bilo sploh nikjer. In so napisala, ne, da pač, zakaj piše to, če clearly ni to price, ne, in pas to. Oni se v bistvu rečejo, da je bil tiskarski škrat na projektu, ki misli zbrati več milijonov, kao resni, a ja, z backgroundi, ki sem še prej čez, se pravi, clearly nimajo pojma, ne znajo, spletna stran, narobe jim vse piše, ta njihova spletna stran, budget 1000 evrov, probably, ne vem, ampak ta bela white paper je v glavnem tiskarski škrat, dajmo jim tle pač pes, ne vem, se zgodi ali nekaj. Ampak če ne bi midva napisala njim, bilo narobe napisan in kar se mi zdi za $1 million project, kao. Pač ta white paper je v zuni že 6 mesecev in da noben ni tega opazil, se meni zdi res unprofessional. No, in pa so jim bila uno dober, vidim, da tudi ta support nima dosti pojma in sem jim rekla, da jih vprašava, kako bo CAT coin, ki pride ven. Se pravi 0.06, recimo 0.5 za easy math. Pravijo, da je to zdaj in sem jim vprašal, in oni ne mogoče napovedati, ok, oni mislijo, da sem jaz nek Slovenček, ki je verjetno regular in mislijo, da bo tako ja, da bom res bavil. Oni pravijo, da lahko pride do NE pri ostalih projektih. Če se oni primerjajo, ne vem, s fucking Crypto.com, Binance ali pa z Binance, mislim, kaj, BNB. Binance, FTX token. Če se oni s tem primerjajo, pa jaz tudi ne vem, ker pač brez besed,
scam, ne vem, no. Ne vem, zakaj se tako obnašajo. In ja, to je basically to za ta video. Zdaj, midva sva samo statala fakte, kar so oni govorili. Midva v bistvu nisa nič svojega sploh povedala. Samo to, kar so oni govorili in pač izpostavila stvari, ki so red flagi, oni so walking red flag. Ne samo, da je še več red flagov, izpostavila so samo te najbolj logične, ki bi jih vi normi lahko razumeli. Tako da, ja, seveda pa CryptoUnity sporočilo vam, vem, da gledate to, upam, da ste si kaj naučili iz tega videa, da boste mogoče kaj popravili. Ampak ja, rug pull overall, tako je najno mnenje po vsem tem, kar so videla. Zdaj pa vam dajeva šanso, vas vabimo na Discord podcast, lahko se slišimo in boste zagovarjala, whatever, vse, kar so povedala, ker v bistvu, ne vem, self-snitching videos, ne vem, lahko zagovarjate, zanima me, kaj bi zagovarjali, dala bom priložnost, ne bo bila taka, da ne morete povedati še vaše strani, ampak ne vem, kako bi lahko tle imel drugo stran, ne? To je basically self-snitching video reaction, tako da ja. Upam, da ne boste kupili Cutcoina, prosim, bodite pametni, pa ne vzemati finančnih nasvetov od ljudi, ki so organizirali piknike, pa niso naredili faksa, tako da ja. Jaz vam sam prosim, da ne kupite cut tokena, če nočete res izgubiti vsega svojega cache, ker je res toliko malo šans, da bo ta projekt rad, v bistvu ni šans, da bo rad. Lej, peace out, no content on the way. Zdaj, ta kanal se drugače imenuje, zdaj, tako, to je dosti irrelevant info, ampak je to prvi video, to je povedal. To je pol.